Hvala lepa za besedo, lep pozdrav z Filozofske fakultete. V predstavitvi ste navedli cel kup področij, s katerimi naj bi se ukvarjal, ampak z vsemi se sicer ne, no, sem pa pedagoško dejaven na različnih področjih, to pa je res. Danes bom govoril o metodah za raziskovanje izgovarjave. Nek oris bi rad predstavil, katere medicinske metode se uporabljajo na področju fonetike, torej fonetike kot znanosti o govoru na splošno. Predstavil bi pa primer ultrazvočne raziskave, gre za krajšo preliminarno študijo, ki sem jo opravil, pokazal bi rezultate oziroma tisto, kar je možno na ta način narediti. In hkrati, ne bom rekel, da si obetam, ampak si želim kakšnega nadaljnega sodelovanja s kom, ki ima kakšen dostop do kakšnih naprav, recimo kakšne magnetne resonance ali kaj podobnega. Zato bom svoje predavanje nekoliko bolj reklamno naravnal v enem delu, zato mi tega ne zamerite. Na kratko bom povedal nekaj o fonetiki. Fonetiki kot tistem predmetu, težkem predmetu pri študiju jezika, kjer se je treba naučiti, kam je treba dati jezik, ko izgovarjamo neke glasove, sploh v kakšnih tujih jezikih, ko se mučimo s kakšnim angleškim t-jem, ali pa ne vem, moramo pri kakšni francoščini jezik dati nazaj na jeziček, da lahko izgovorimo njihov r in tako naprej. V bistvu gre pa za znanost, ki se je začela razvijati v drugi polovici 19. stoletja in sicer kot pomožna veja etimologije in zgodovinskega jezikoslovja. Namreč ti dve jezikoslovni področji sta potrebovali pojasnila, kako se jezik razvija v času. In ideja je bila ta, da bi z vsemi instrumentalnimi metodami, ki so v tistem času obstajale, jih bom pokazal nekoliko kasneje, da bi s temi metodami pogledali, kako se jezik spreminja od generacije do generacije. Danes se s tem ukvarjajo vede, kot so dialektologija, variantnostno jezikoslovje ali pa sociolingvistika. Takrat pa so hoteli raziskati, kako torej se govor znotraj neke družine med generacijami razlikuje. To je bila ideja, kasneje se je pač izkazalo, da to raziskovanje ne da takih rezultatov, da bi se dalo razmišljati o govoru kot o evoluciji. Namreč v tem času je bila znanstvena misel izrazito pozitivistična, prevladovala je Darwinova misel, torej pogled na jezik kot na neko rastlino, ki jo bi spremljali skozi njene različne faze, torej od rasti, cvetenja in njenega konca, kakršenkoli že ta pač je, torej skozi življenjske cikle, takšna je bila ideja. Danes je pa to samostojna interdisciplinarna veda, ponekod, bom rekel, obravnavana znotraj jezikoslovja. To se vidi že v samih ustrojih študijskih programov ali po organiziranosti fakultet, kjer je fonetika kot eden izmed predmetov pri nas. Ponekod v tujini se fonetiko lahko študira kot samostojen študij, obstajajo inštituti, oddelki, recimo v Zagrebu ali pa v Pragi imate oddelek znotraj Filozofske fakultete. Ponekod pa je to samostojen inštitut v okviru študija fizike, skratka, zelo različno lahko obravnavamo to področje. V grobem se deli na artikulacijsko, akustično in auditivno. Kot že sama imena povejo, se pri artikulaciji ukvarjamo s samim izgovorom, z govorno produkcijo. O tem bom govoril danes. Pri akustični metodi samim govornim signalom, obdelavo govornega signala, se pravi z zvokom kot rezultatom govorne produkcije, kako ga posnamemo, filtriramo, nadalje obdelamo, in pa auditivna fonetika, ki se ukvarja s tistim zaznavanjem govora, kako ga procesiramo, katere razlike zaznamo in tako naprej. Bistvene so, kot sem prej povedal, instrumentalne oziroma eksperimentalne metode, torej potrebujemo nek instrument. Ne moremo delovati kot klasični filologi, torej s knjigo, pisalom, da beremo, si izpisujemo, to ne gre več, potrebujemo neko metodo.
In sicer se artikulacijska fonetika predvsem opira na opisovanje govora, torej kje se tvori nek glas, na kakšen način se tvori, skratka vse lastnosti nekih glasov, načina izgovorjave skuša popisati in to v takšnih podrobnostih, ki za jezikoslovje samo sploh niso zanimivi. Recimo pri jezikoslovju nas ne zanima, kakšen je pretok zraka, izdišnega zraka pri pulmoničnem govorjenju, to pa je za samo fonetiko lahko zelo zanimivo, da vemo, koliko zraka potrebujemo za izgovor nekega glasu, kakšne so razlike med govorci ali pa med govornimi skupnostmi in tako naprej. Same temelje je postavil Francoz, bil je pater Jean-Pierre Roussillon in sicer v drugi polovici 19. stoletja. Najprej je želel, kot sem prej povedal, raziskovati govor neke družine in te spremembe. Napisal je doktorat, obsežen doktorat, ki je dostopen tudi na spletu. Les modifications phonétiques du langage étudiant dans la patois d'une famille de Quelfoire, po slovensko fonetične spremembe preučevanega jezika v govoru oziroma narečju družine iz Quelfoina. Kasneje pa se je popolnoma usmeril v sinhrono raziskovanje, se pravi govora kot takega, ne nekega medgeneracijskega razvoja in postavil tudi temelje v smislu, da je naredil svoje priprave, svoj kimograf je pripravil, potem s palatografijo in drugimi metodami se je ukvarjal in izobrazil celo vrsto znanstvenikov, ki so naprej to misel prenesli po Evropi. Kot del Srednje Evrope smo takrat tudi Slovenci imeli dva fonetika, Jakoba Šolarja, ki se je pri omenjenem patru tudi izobraževal v Parizu na Collège de France in sicer pri njem in pri Jeanu Poirotu, in pa Franceta Bezlaja, ki je naredil tudi doslej najobsežnejšo študijo slovenskega izgovora, ta je šla leta 1939 namreč, ki se je pa izobraževal v Pragi pri enem izmed učencev francoske šole. Kot omenjeno se je fonetika iz tradicionalnega jezikoslovja zaradi te prezapletenosti, preobsežnosti umaknila, se pa od 70 let naprej vrača nazaj v jezikoslovje, ker potrebujemo podatke o govoru, o jezikih, ki jih ne poznamo, govorne motnje, težave z govorom, skratka cel kup stvari, ki nas zanimajo. Tukaj na prikazu levo je kimogram, ki ga je naredil Jakob Šolar. Prikazan je izgovor besede ledena, desno pa je kimograf, torej priprava, s katero so snemali izgovor oziroma poskušali zabeležiti neke vibracije, ki nastanejo pri izgovoru. Gre namreč za to, da ima govorec nadzunanja govorila pritrjene neke membrane, preko povezav se pa potem prenašajo vibracije s pomočjo igle na sajast papir in ta igla beleži neke krivulje. Kot sami vidite, take rezultate empirično obdelati je nemogoče. Zato so pač te metode potem tudi opustili, ampak začetek je bil tukaj. Če se pomaknemo nekoliko naprej v sodobnost, katere metode uporabljamo danes, začel bi z metodami spremljanja pomika točk. Ena izmed takih metod je elektromagnetni artikulometer, kjer gre za to, da na govorila, recimo tukaj je prikazan jezik na sliki, namestimo neke točke, neke elektrode, povezane z nekimi elektrodami in potem s pomočjo magnetnega polja, znotraj katerega se govorec nahaja, torej govorec govori, magnetno polje pa potem ugotavlja spremembe položaja teh točk in jih pošilja računalniku, ki beleži potem same premike govoril. Težava te metode je ta, da ne dobimo podatkov za premikanje gibanja celotnega govorila, tukaj jezika vidite samo 3 točke recimo. Druga težava je pa
Je pa seveda cena, namreč zelo visoki so stroški vzdrževanja opreme, zato se redko uporabljam zgolj v nekih specializiranih laboratorijih po svetu, jo lahko najdemo. Hkrati pa si predstavljajte, da vam nekdo montira neke točke na govorila, vas še poveže s strojem, potem pa vam reče, da govorite. Skratka, je skrajno neprijetno, ker posega v naše telo. Druga metoda, oziroma druga skupina metod so metode za merjenje interakcije, stika z jezikom in nebom. Namreč po domače povedano zanima nas, kje, v katerem delu se jezik dotika našega neba, ali gre za trdo, mehko nebo ali pa dlesni v končni fazi. Razvila se je iz statične palatografije, to pomeni, da so vsi govorci z nekim premazom prebarvali nebo, potem pa pogledali s pomočjo zrcala, ki so obrisali tisti premaz v svojih ustih, pa potem prerisali to na papir. Tako je recimo to Jakob Šolar počel. Levo imamo nek odlitek zgornje čeljusti, zobje, kot vidite, so pobarvani črno, potem so pa neke točke označene, če se vidi na samem trdem, mehkem nebu. To so bila pomagala, da so potem s pomočjo tega, kar so videli v ustih, potem to prerisali in naredili neke skice. Tukaj desno je skica za dotik jezika pri izgovoru zvočnika N, v odvisnosti od tega, kater samoglasnik je stal pred oziroma za njim, torej ob A-ju, U-ju. Skratka je to prikazano. To je ena taka primitivna metoda, ki se v pedagoške namene ponekod še uporablja, si študentje premažejo nebo, ne vem, s kakšno marmelado, nutelo, k čem podobnim in potem pogledajo, kje se je njihov jezik dotaknil neba. No, v znanosti se uporablja elektronska palatografija, se pravi, imamo umetno nebo, ki je narejeno iz tankega akrilata, približno premera 1 milimetra. To nebo je prepleteno z 62 elektrodami, z 62 točkami, ki beležijo dotik jezika. Kot sem rekel, samo beležijo dotik jezika. Težava je v tem, da ne vemo, kako močan je ta stik jezika z nebom in pa koliko so oddaljeni drugi deli jezika, ki se ne stikajo z nebom od samega neba. Tukaj en prikaz, morda na desni strani so prikazana je skupina teh umetnih neb, na odlitkih zgornje čeljusti. Sama raziskava je dokaj zapletena, ker je treba za vsakega govorca, ki ga želimo raziskati, pripraviti odlitek zgornje čeljusti. Trenutno mislim, da je edino podjetje, ki se s tem ukvarja, da izdela te umetne priprave, je na Japonskem, tako da je treba iti k ortodontu, da odvzame od ti zgornje čeljusti, potem se ta odlitek pošlje na Japonsko in potem z Japonsko pride to do naročnika. Stane pa okrog 500 € za vsakega govorca, tako da je to draga metoda, pa še naša zgornja čeljust se s časoma spreminja, tako da tam nekje 3-4 leta lahko to uporabljamo, potem pa nam to ne ustreza več, ker tako nebo je treba vstaviti v usta, povezani smo preko elektrod potem z računalnikom, torej imamo neke žice izpeljane iz ust, tako da tudi ni najbolj prijetna metoda. Obstajajo tudi izpeljanke, recimo tlakopalatografija, kjer s pomočjo elektromagnetov beležimo tudi pritisk jezika na trdem nebu, na nebu in tako naprej. Dobro. Če se pomaknem na vizualne metode, te sem uporabil tudi v raziskavi. Poznamo seveda rentgen, ki se danes na srečo ne uporablja več za to vrstno raziskovanje, računalniško tomografijo, tako imenovani CT, magnetno resonanco in pa ultrazvok.
Rad bi ponazoril, kako izgleda posnetek z magnetno resonanco. Ti posnetki so z Univerze v Glasgowu, kjer imajo odlično spletno stran Sing Speech. Če koga zanima, si lahko gleda izgovor, posnet za vsak glas po mednarodni fonetični abecedi. Tukaj bomo pogledali danes, mislim, da za Ž sem izbral, torej najprej posnetek magnetne resonance. Težava pri magnetni resonanci seveda cena na eni strani, na drugi strani pa, da govorec leži. Menda obstajajo tudi že taki aparati, kjer lahko sedi, torej da je telo v nekem običajnem položaju za govor. Tako se testiramo, če se bo slišalo. Ž, Ž, A, Ž, I, Ž. Tako, super. Tukaj, kar vidimo, imamo tudi pogled v žrelo. Skratka, vidimo celotna govorila, celoten zgornji del govoril in tudi videli ste, kako se jezik kot hidromorfna struktura lepo premika. Tako, če se pomaknem naprej, bomo pogledali isti izgovor še na ultrazvočni sliki, tudi ta je z Glasgowa. Aža, aža. Če primerjamo oba posnetka, ki ste jih videli, je seveda škoda debatirati o tem, kateri je bolj kvaliteten, ampak ultrazvočna metoda je veliko cenejša in dostopnejša. Ta tretji posnetek je pa v bistvu nek schematski prikaz izgovora, narejen na podlagi magnetne resonance. Ž, Ž. Tako, toliko s tem prikazi. Samo še pogled v preteklost. Metode vizualnega prikaza, kot sem rekel, uporabljal se je včasih rentgen, pri nas ga je uporabil France Bezlaj. Tukaj imamo prikazan izgovor nezvočnika K, govorec je pa Fran Ramovš. Tako da, ja, imamo znane govorce, ki so takrat snemali te stvari, težava je pa bila seveda, ker niso bili zaščiteni, pa morate vedeti, to so tudi po cel dan. Se je rentgensko slikali brez raznih zaščit. Tako da hotel sem samo še povedati, ja, da se to na srečo ne uporablja. Zdaj gremo pa k ultrazvoku, k metodi, ki sem jo tudi sam preizkusil. Omenil bi, da jo je pri nas uporabil že Peter Jurgat za raziskovanje palatalizacije v Zadrečki dolini in pa Tanja Kocijančič Antolik in Hotimir Tivadar, moj mentor za raziskovanje izgovora samoglasnikov v slovenščini. Tako. O ultrazvočni raziskavi, kot rečeno, izvedel sem jo v laboratoriju za govorno kinematiko na oddelku za fonetiko Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu, kjer sem imel priložnost gostovati lanskega maja v okviru Erasmus prakse. Moj mentor je bil izredni profesor dr. Marko Likar, ki me je vodil skozi vse te faze, torej od priprave gradiva, spoznal me je s strojno opremo, programsko opremo, prekontroliral, če sem vse prav nastavil, pomagal mi pri segmentaciji gradiva in analizi in tako naprej, za kar sem mu izjemno hvaležen. Govorec je bil samo eden, ki sem ga posnel, in sicer moškega spola, star 27 let iz Kamnika. Zakaj samo eden? Analiza enega govorca je potekala 10 dni. Tako se pravi snemanje približno pol ure gradiva, potem pa 3 dni za označevanje teh posnetkov in pa še 3 dni za samo analizo, kolikor jo je uspelo. Težava je namreč ta, da oprema, ki se uporablja, je zaklenjena, torej software je zaklenjen in se ga ne da prenašati, tako da nisem mogel v Ljubljani potem narediti dodatnih raziskav. Kot sem rekel, preliminarna študija, analiziral sem pripornike, zlitnike, zapornike in 3 zvočnike. Govorec je izgovarjal krajše stavke, ki so se prikazovali na ekranu. Analiziral pa sem položaj jezika pri izgovoru torej raziskovanega soglasnika. Ta je bil na začetku besede, tako kot tukaj strupena kača spi, sem analiziral soglasnik K. Iskal sem naravne besede, torej neke možne stavke, verjetne stavke v jeziku, pravilne stavke z generativnega vidika.
in pa položaj ob različnih samoglasnikih, zato ker me je zanimalo, ali izgovor soglasnikov varira glede na položaj ob samoglasniku. Tako je to izgledalo. Uporabili smo Articulate Instruments, opremo podjetja Articulate Instruments Škotske, ki pripravlja prav posebej to opremo za raziskovanje izgovora z ultrazvokom. Uporabili smo sondo z radijem 20 mm s frekvenco 2,4 MHz, ki je snemala po 92-stopinskim kotom. Snemali smo tako ultrazvočni signal kot zvok. Zakaj zvok? Zato, da smo na podlagi zvočnega signala lahko segmentirali govor, da smo vedeli, kaj izgovarja govorec in potem zamejili izgovor posameznih glasov. Za pričvrstitev sonde se uporablja čelada, ki tukaj, kot vidite na sliki, ne izgleda prav prijetno. Je tudi nekoliko, je iz aluminija, tako da ni težka, ampak kakšno uro recimo govorec zdrži s tem na glavi. Ima tudi polno pene okrog, tako da naj ne bi bolelo. Je pa treba sondo res čvrsto priviti pod brado govorca, zato da se ne premika, ker če se sonda premakne, potem ne moremo primerjati samih posnetkov, ker se nam polarni prostor se nam premakne, tako da je potem vse zaman. Snemala sva približno 40 minut v tem laboratoriju. Pred snemanjem se ponavadi popije nekaj vode, zato da se lepše vidita trdo in mehko nebo, konica jezika se lažje vidi, tako to ponavadi na začetku naredimo. Še en prikaz, kako je to snemanje potekalo. Skratka, jaz sem sedel za tem računalnikom in upravljal opremo, govorec pa na posebnem udobnem stolu in je bral stavke z ekrana. In to se je potem snemalo. Tukaj je prikaz, kako izgleda programska oprema. Tukaj spodaj imamo oscilogram in spektrogram, se pravi zvočno snemanje, spodaj sličice ultrazvoka. Posamezno sliko lahko v zgornjem kotu tudi vidite. Pri tej sliki smo najprej narisali, do kje je meja, kjer program išče položaj jezika, potem pa za vsako sličico ročno označili, kje je položaj jezika. Tukaj na tej sliki se to upam, da lepo vidi, kako to izgleda. Tukaj ta rdeča črta predstavlja torej jezik, tam, kjer je krožec, je pa približno konica jezika. Same konice jezika se ne vidi, torej malo za konico jezika. Potem je pa še težava ta, da nam pri ultrazvoku lahko veliko signala vsrka čeljust, tako da moramo res paziti, kako jo namestimo, da dobimo neke lepe slike. Še nekaj prikazov imam za vas, potem pa končam. Tukaj imam prikaz, kakšna je razlika v bistvu med izgovorom dlesničnega N in pa mehkonebnega N. To je tak pedagoški prikaz, kjer se res vidi, da pri mehkonebnem, recimo v besedah kot so angel, anka, Anglija, Anhovo in tako naprej, da gre jezik res nazaj proti mehkemu nebu, to je ta rdeča črta, ali pa pri dentalnem noga, kjer je jezik nekje na dlesni zobeh, lahko diskutiramo, ampak skratka ne gre nazaj. To je mogoče ta prikaz, pa še enega. Izgovor pripornikov. Na eni sliki črtkani so tisti, ki so nezveneči, debela črta je tisti, ki so zveneči. Če pogledate, upam, da se vidi rumena črta prikazuje H, torej naš mehkonebni nezveneči pripornik, kjer se res vidi, da gre jezik nazaj. Pa potem z S, Š, Ž. Da se skratka primerjati pri enem govorcu, se pravi v njegovi ustni votlini, kje se posamezen glas tvori, kakšna so razmerja. Kot pa vidite, tukaj nimamo podatkov o tem, kje so zobje, kje so dlesni. Skratka, vse to nam manjka, ker se ne vidi. Zato se veselim koga z magnetno resonanco. In pa še en prikaz, tisto zadnje vprašanje, ki me je zanimalo, je bilo, kako variabilen je izgovor posameznih glasov. Tukaj je prikaz izgovora pripornika H.
v različnih samoglasniških okoljih, recimo rumeno je označen ob i-ju, ob zelenem ima ob e-ju in e-ju, kjer se jasno vidi, da je izgovor pomaknjen bolj naprej, se pravi bolj proti levi strani, in pa potem temno modre barve o, kjer je izgovor pomaknjen bolj nazaj. Ja, to recimo se je lepo pokazalo, namreč v akustični študiji se mi je pokazalo, da je H tudi sam po sebi najbolj variabilen tudi akustično v odnosu do tega, v kakšnem okolju samoglasniškem je izgovorjen. Tako. Jaz bi tukaj končal. Imam tudi nekaj, torej viri slik so prisotni, literatura, če koga zanima, veselim se vprašanj. Hvala. Tako, hvala. Pojavila so se tudi nekatere vprašanja. Prvo je, ali so v jezikih sveta kateri fonemi posebej pogosti in kateri so najredkejši? Ja, seveda je velike razlike so v tem, kateri fonemi se pojavljajo oziroma glasovi. Najpogostejši je P. Je P, neka raziskava antropološka, ne vem točno povedati, od koga je, no, ampak je ugotovila, da naj bi bil P v bistvu glas, ki se je razvil pred govorom, pač da naj bi že neki šimpanzi skratka imeli možnost tvorbe nekega takega giba, tako da ja. Seveda so nekateri glasovi veliko pogostejši kot drugi. Ja, ampak za slovenski jezik ja, samoglasniki, ampak recimo prav se da pogledati inventarije, ne. Recimo 3 samoglasniki morajo biti v jeziku, ne, manj jih ni ponavadi. Pa mislim, da je 5 soglasnikov, da je to nek minimum, da jezik funkcionira govorno. Ok, hvala. Naslednje vprašanje je, ali se lahko ultrazvok uporablja za proučevanje govorno-jezikovnih motenj? Ja, se tudi uporablja. To podjetje ima tudi neko posebno izvedbo, kjer lahko v bistvu logoped da sondo otroku, ne, oziroma pač govorcu, si jo sam namesti skupaj, pa potem na tablici gledata, kaj se z jezikom dogaja, mu pove, glej, moraš jezik dati v ta položaj, ne, skratka lahko tudi na ta način se to uporablja, sicer pa ja, vse uporabljajo, ja. Hvala. In pa, ali prihaja pri vaših raziskavah kdaj do težav zaradi izrazito narečnih načinov izgovorjave besed? Jaz sicer skušam, vsaj v tej fazi sem raziskal samo enega govorca, ker sem imel pač za omejen čas na voljo napravo. Ja, če hočemo standarden izgovor, moramo pač pretestirati govorce, jih dati oceniti govornim strokovnjakom, da nam povedo, ali nekdo narečno zaznamovan ali ne. Tako da zagotovo so lahko take težave, kot sem rekel, ne, torej jaz sem imel enega govorca, ki je provizoričen primer, torej da sem se jaz izobrazil o uporabi metode in upam, da jo čim prej dobimo tudi v Ljubljani.